kakorkoli bi že definirali sodobno umetnost, ki je seveda definicija zelo zavisi od geografskega prostora, od kulturne in civilizacijske stopnje nekega prostora in tako naprej, ampak sodobna umetnost je pač kulturno-intelektualno duhovni presežek družbe, ki ga izvaja pač tisti del populacije, ki se aktivno zavezuje predvsem nekemu estetskemu realizaciji nekih estetskih pogledov, predvsem pa tudi ozaveščanju, eksistenčnemu ozaveščanju, odpiranju duha in reflektiranju stanja, družbe, vsega, kar pač obdaja nekega sodobnega umetnika. Hočem reči, vedno v umetnosti je vprašanje estetike in vprašanje umestitve nekih estetskih vrednot v prostor. In estetike se spreminjajo iz časa v čas, iz prostora v prostor. Ravno tako situacija, družbeno-politična, družbena situacija, civilizacijska situacija, stanje duha v neki družbi. In moje mnenje je, da je umetnost tista paradigma, ki ima pravzaprav za nalogo ne samo ustvarjati ali pa realizirati v smislu lepote, estetike in nekih vzvišenih entitet v družbi, ampak predvsem tudi ozaveščati eksistencialne probleme in stanje človeka samega. In kot taka je umetnost seveda popolnoma nezanimiva v današnjem času. Vedno bolj, ker to družbo v današnjem času vedno manj zanima. Ker družbo danes vedno manj zanima neka resnica, po mojem mnenju, ker je naša družba, zahodna civilizacijska družba, pretežno podvržena virtualni resničnosti. In ta virtualna resničnost je vedno bolj zanimiva in vedno bolj pomembna in vedno bolj oblikotvorna. Oblikuje in tvori našo družbo. To se pravi, da so vse te kategorije podvržene nekim pomenom, namenom, funkcijam, ki vodijo v neko smer, ki je potrebna zaradi interesov določenih kategorij, družbenih in slojev in tako naprej, in v interesu katerih je tudi ne ravno preveč razmišljati o nekih resnicah, takih ali drugačnih, kaj šele govoriti o krivicah ali pravicah takih in drugačnih. No, približno tako. No, jaz se že odkar sem aktiven umetnik, skladatelj, gibljem v internacionalnem prostoru, pretežno med Slovenijo in Nemčijo oziroma Evropo. In to gibanje v tem širšem prostoru seveda pomeni zame tudi večno vprašanje lastne identitete, kajti seveda sem slovanske krvi in moje korenine seveda so slovenske in slovanske, poudarjam, ker velikokrat lahko debatiramo o tem, kakšna je razlika med slovansko dušo recimo ali pa neslovansko dušo. In seveda zahodnim svetom, ki je po moji presoji pač seveda spričo zgodovinskih dejstev in dogodkov, ne nazadnje druge svetovne vojne oziroma zgodovine od vsega začetka evropske kulture, evropske civilizacije.
so te svetovi seveda zelo različni. Praktično so si zelo daleč, čeprav danes lahko govorimo o neki globalni relativiranosti prostora, saj vemo, da smo dosegljivi preko virtualne resničnosti, praktično ni več pomembno, kje se pravzaprav geografsko giblješ in kje pretežno deluješ, pa vendar je to še vedno velika prepreka oziroma velik izkustveni faktor, kajti nekdo, ki nikoli ni zapustil lastnih meja svoje domovine, svoje zemlje, lahko preko interneta opazuje svet, ampak se mu nikoli niti se mu ne more sanjati, kaj to pomeni pravzaprav dejansko za človeka, ki izkusi recimo vse te drugačen svet, drugačne zakonitosti, drugačen pristop do česarkoli, čist v komunikaciji, v omiki, v komunikaciji medčloveških odnosih, v odnosu do neke stroke, do česarkoli v družbi, recimo, kako velike razlike so lahko. In kaj to pomeni? Rezultat tega je, da do danes lahko trdim vsak, ki se poda na to pot resneje, ne da greš na dopust 14 dni nekam in si pa ves srečen, da si prišel pa spet živ in zdrav domov, v svoje varno okolje, ampak da nekdo gre recimo za dalj časa res iskat stvari, ki ga zanimajo, ki sluti, da obstajajo, ki jih želi spoznati, ampak jih v domačem okolju nikakor ne more. Vsak tak človek, ki je to naredil, je doživel kulturni šok. Vsak, ki je umetnik, ki je generacija pred menoj, moja generacija in zdajšnje generacije, ki grejo ven, v bistvu to se ni nič spremenilo. Še zmeraj ljudje doživljajo kulturni šok, ko vidijo, kako lahko stvari popolnoma drugače funkcionirajo. Zdaj, mi imamo svojo državo 20 let, vedno smo bili mnenja in smo bili v bistvu prikrajšani za svojo pravo identiteto, vedno smo hrepeneli po svojem, po lastnem in tako naprej. Zdaj to imamo, in mislim, da je marsikdo ali pa večina ugotavlja, da tudi to zdaj ni tista rešitev, ki smo si jo želeli. V bistvu zdaj smo mi sami tisti, ki krademo sebi, ki onemogočamo sebi, ki smo ljubosumni drug na druga, ki ne maramo, da je nekdo drug uspešen, ki ne maramo, sploh, ki je vse tako težko, vse tako komplicirano in vse tako tudi birokratsko zakodirano, da praktično nobene stvari se ne da rešiti na en normalen, zdrav način. In recimo ena izkušnja v eni zahodni državi ti takoj da slutiti, da so tu vendarle verjetno skozi zgodovino neka izhodišča, neke pravila igre, neke rešitve, pa iskanje rešitev toliko na drugačnem nivoju, da se zdijo določene stvari popolnoma enostavne. Veliko stvari je zunaj tako enostavnih, tako pa je narejen, tle pa nemogoče rešiti. In človek se vpraša danes, kako je z demokracijo. Demokracija je še zmeraj verjetno do danes ena oblika družbene ureditve, ki je do zdaj nekje najboljša. Boljše še ni človek verjetno iznajdel, razen praskupnosti, ki je bila nekoč, ki je bila mogoče na nek način boljša, na drug način spet ne. Ampak danes pač nimamo praskupnosti, seveda ne. No, demokracija, ampak demokracija v današnjem času nažira samo sebe. Mislim, v bistvu zaradi demokracije demokracija postaja birokracija, in vsak lahko ima svoje mnenje oziroma odvisno, na kateri poziciji si. Saj, če nisi na neki poziciji, itak tvoje mnenje ne velja nič. Ampak recimo, če primerjam eno kategorijo, en milje, kjer se odločajo stvari, ni dokaza za to, da bi nekdo lahko rekel, tako je prav. V vsaki stvari, ki jo lahko nekdo trdi, da je taka, lahko jo nekdo ovrže drug in reče, da ni taka, in se začnejo vse znova in od začetka.
šele po 30, 40, 50 letih se pa pol ugotavlja, kaj je družba naredila, kje je družba naredila napako. Kje je družba naredila napako, da smo zašli v tako zagato, recimo. Ne. Recimo, v tujini jaz še nisem, pa sem 30 let praktično živel zunaj, v pogovorih s prijatelji, s kolegi in tako, ne. Mislim, se pogovarjamo, ali pa smo se pogovarjali, oziroma debate tečejo ali o umetnosti, ali o interesantnih stvareh, ali o človeku. Zelo malo, tudi o politiki, ampak ne pa tako kot tle, ker v bistvu vemo, da Slovenija je problem, ko vsi samo nekaj šimfamo pa kritiziramo, ne? In to itak pa smo vse sami bolj zagrenjeni in itak je vse pa sem še negativna energija, ne? Ampak kako je z tega ven, ne? Mislim, če pa je to vse narobe, ne? Mislim, ne moreš reči, da ni, če je, ne? Ali kaj, ne vem. Ampak to v tujini recimo sploh ni prisotno toliko, ne? Mislim, človek se ukvarja s svojim življenjem, ne? Mi kot da nimamo lastnih življenj in se samo ukvarjamo še s tem, kar nas obdaja in to pomeni, da v bistvu izpraznjujemo dejansko svoje lastno, mislim, vsebino, ne? Mi nimamo več te lastne vsebine, izgubljamo svojo lastno vsebino na račun nekih kvazi političnih preklenj tam nekje v marginalni periferiji, kjer sploh nikogar ne zanima, kdo tam govori, ne? Ampak mi se izživljamo s tem in smo pametni, ne? Itak nič ne moramo spremeniti, ampak to nadomeščamo v bistvu, s to vsebino nadomeščamo nekaj, kar v bistvu sami nimamo več svojih vsebin, izgleda, ne? In to se seveda na ta način si jaz lahko razlagam tudi probleme na ustvarjalnem področju, ne? Zakaj pri nas recimo sploh ni problem ali pa ni te želje, razen pri redkih mladih ljudeh, če govorim zdaj o mladih ljudeh, kot da ne bi bili več radovedni, kot da ni te sile nekaj iznajti, nekaj narediti svojega na svoj način. Jaz želim nekaj narediti tako, kot če nobeden ni tega naredil, ne. Ampak se kar sprejemajo neke, kako se reče, no, norme, ampak standardi, kakršne so, nekaj, kar obstaja, nekaj, recimo v glasbi so to, ja, naj bo glasba poslušljiva, naj bo glasba vendar razumljiva. Tu se že začne, tu se lahko debatira o neskončnost, ne? Spet, kako je z umetnostjo, kje se umetnost začne, kje se umetnost konča, dokje umetnost lahko gre nasproti kateremu človeku, ne? O kom se pogovarjamo, če rečemo umetnost je za človeka, o kom se pogovarjamo. Če se pogovarjamo o masah udomačenih ovac, ne? Ki trobijo, meketajo vse v isto smer in če kakšna slučajno se kakšna ovčka obrne v drugo smer in hoče v rakavem postopu zameketati, ne? Ali pa v inverziji, ne? Potem jo že vse pohodijo, ker je ne razumejo, ker je to že, ne? V tem smislu, za koga, za katerega človeka je umetnost, ne? Ali je človek tudi tisti, ki ga lahko umetnost zanima, oziroma ki se začne izobraževati, ki začne raziskovati določena polja, začne brati, začne iskati nekaj in potem najde v umetnosti recimo odgovore na določena vprašanja, ne? Nikoli ni bila umetnost namenjena nekritičnim ljudem, ki jih pač umetnost ne zanima, ki se zadovoljijo z nakupovanjem v velikih, ogromnih trgovinah in se najejo in so zadovoljni, se usedejo za televizijo, recimo, ne. Seveda to ne gre skupaj, ne. In danes je pač vedno manj ljudi, ki želijo kaj drugega, ki so s tem nezadovoljni, ki se jim zdi, da je kvaliteta, da je smisel življenja nekje drugje. Takih ljudi se mi zdi, da je vedno manj. In tako naprej. Recimo, ravno sem prebral, torej razlika v glasbeni sceni, na področju sodobne glasbe seveda, predvsem, je ta, ne, v Sloveniji je itak vsak vrabec na strehi ti bo povedal in začivknil sodobne glasbe, tukaj nihče ne mara, sodobna glasba je brez veze, sodobna glasba ne komunicira ne z vrabci, ne z ljudmi,
Ne? Recimo, pred kratkim sem prebral, v Amsterdamu vsako soboto imajo zdaj razprodane koncerte, simfonične sodobno glasbo. Razprodane. 2000 ljudi vsako soboto posluša v eni sami dvorani sodobno glasbo. Ne? Mislim, festivali v Zahodni Evropi, predvsem seveda v Nemčiji, ker Nemčija je še zmeraj meka za sodobno glasbo, ker ima pač najmočnejšo tradicijo, ne glede na drugo svetovno vojno, kjer je zaključila svojo tradicijo in je začela praktično od začetka z tako zvano novo glasbo, avantgardno glasbo, ki je pač Nemčija je bila gotovo najmočnejša, to gibanje najmočnejše, recimo z Darmstadtsko šolo, pred vojno še z drugo Dunajsko šolo, kar spet seveda ni Nemčija, recimo, pa vendar nemško govoreči prostor ima vendarle sjajno tradicijo, glasbeno tradicijo in jasno, da mi Slovenci razmišljamo drugače o tem in ne moramo izhajati iz te predpostavke. Ne. Ampak kljub temu, da je ta tendenca zaradi vseh teh nebuloz, krize in bančnih manipulacij, vsega tega, kar je pripeljalo do svetovne krize v bistvu, ne, in kljub temu, da je povsod da so vse države totalno zadolžene, vse države so totalno zadolžene, ne ve se, komu so zadolžene. Slovenija je zadolžena za ne vem koliko milijard, ampak Nemčija je tudi zadolžena, vse države so zadolžene, komu, ne? Zato ti pamet odpove, ne? Tu lahko rečeš pa, aha, spet ta zgodovina obresti, ne? Obresti. Tu se je začel z obrestmi, ne? Kdo pa je zaslužil obresti? Nihče. To je prostor za špekulacijo in tu se začne, in ko se začne virtualno in tako naprej, potem pač, ja, kaj je tu z umetnostjo? Kljub vsem tem stanju, ne? In kljub temu, da skušajo, da so že sklenili, oziroma da je odločitev že padla, da bojo združili dva najpomembnejša orkestra za sodobno glasbo v Nemčiji. To je SWR orkester Freiburg Baden-Baden in SWR Stuttgart. Ne? Ampak ni več čist jasno, a se bo res to zgodilo, kajti nemški komponist in dirigent Hans Zender ravno te čase, te tedne je spet oživel kampanjo, peticijo, in na tisoče in tisoče intelektualcev, glasbenikov, skladateljev, dirigentov in tako naprej smo podpisali že tudi to peticijo. Ne? In recimo v Trosingnu, v zibelki koncertne harmonike, ne? Kjer je tudi honor v bistvu propadel, v bistvu, oziroma se je preselil nekje na daljno v Azijo, na Kitajsko, ali kjer se zdaj to dogaja, v glavnem tega tudi ni več. In so tudi akademije, oziroma Hochschule für Musik v Trosingnu, je bila tudi že odločitev, da se bo zaprla, konec, ne? Ampak jaz sem bil pred kratkim zdaj tam in ne bo se zaprla, ne? Spet ljudje so se uprli, Trosingen ne more, kaj bo pa pol sploh še tam, to je nekje Bogu za hrbtom, v Schwarzwaldu, ker se nič ne dogaja, edino Hochschule so imeli. Kaj bi bilo pa pol, če tega ne bi bilo? Ljudje so se uprli in izgleda, da ne bodo zaprli te šole. Ne? Mislim, skratka, odnos do sodobne glasbe, vsako mesto v Nemčiji ima nekaj ansamblov za sodobno glasbo. Imajo festivalov, cel kup. Ne? In slovenski mladi skladatelji berem, so zelo srečni, so skrajno srečni, ko nekako ugotavljajo svoje perspektive, pač, ne, da je vendarle napočil čas, ko so tudi drugje skladatelji ugotovili, da je sodobna glasba, slepa ulica, da je avantgardizem, da je vse, kar je atonalno, itak brez veze. In da so tako srečni, ker lahko spet tonalno, ker itak so zmeraj tonalno razmišljali, ampak zdaj se pa to sme, ker so tudi pomembni skladatelji v svetu to spoznali. Ne? Mislim, to je seveda spet tisto iz enega prostora, opazuješ preko interneta, preko in tako naprej in ne veš, kaj se pravzaprav dogaja. Ne? Če samo omenim, kdo je pa recimo slovenski komponist mlajše generacije, ki zdaj dela res pomembno svetovno kariero, ne? To je Vito Žuraj, ki bo danes in jutri na sporedu. Ne? Kakšno glasbo pa on piše, odkar še je študiral v Nemčiji, popolnoma spremenil vse, čist drugače in to je zdaj eden od sjajnih, modernih skladateljev
ne, ki niti slučajno ne razmišlja, da bi se vračal v neko nostalgično, regresivno, infantilistično tonalnost. Torej, da je pa situacija taka, da družba, da bi rekel povprečen smrtnik ali tudi študent kompozicije ali glasbenik skoraj da ne pride v stik s sodobno glasbo danes, ne. To je, jaz mislim, da je tu res veliko razlogov. Prvi razlog je gotovo tudi ta, recimo, ko sem prvič slišal za Niklasa Luhmanna, za ta sistem teorij, ne, oziroma teorij sistemov, ne, se mi je razkrila ta interpretacija problematike, namreč v družbi je ogromno sistemov, recimo medicina ali pa če študiraš medicino, je to že za enega študenta medicine je to preokupacija za 10 življenj, koliko je treba se naučiti, koliko je treba znati arhitekture. Kjerkoli področje vzamemo, ne, vsako področje je že toliko razvito, da če ga hočeš res obvladati, rabiš nekaj življenj. Ne. In obstaja v YouTubeu, oziroma v internetu obstaja ena serija TED, T-E-D, ne, verjetno, to je tudi en vir, da se marsikdo lahko v marsičem nauči oziroma izobražuje. Ob teh sicer so to zelo poljubna predavanja za normalne zemljane, smrtnike, pa vendar se marsikaj tam zelo zanimivega da razbrati in zvedeti. Recimo, jaz sem ravno pred kratkim si ogledal en prispevek o ignoranci, ignorance. Ne ignoranci kot torej, da nekomu človek ignorira nekoga, ki ga ne mara in tako naprej, ampak ignoranci kot nujni posledici preobilice znanja. Ne? Človek, ki ni študiral glasbe, človek, ki se ukvarja z medicino, ki se ukvarja z znanostjo, enostavno ni imel nikoli časa in prilike, da bi se ukvarjal z umetnostjo, ne? In ne ve o umetnosti nič. Ne? Se pravi, danes je zelo težko si predstavljati enega Da Vincija, recimo, ne? Ali pa enega takega znanstvenika, umetnika, medicinca in vse, kjer bi vse ta področja obvladal, ne? Praktično nemogoče, ker so ta področja tako obsežna. Se pravi, to so zaključeni sistemi in vsak tak sistem ima svoje zakonitosti in en drug sistem ima drugačne zakonitosti in težko je, problemi nastajajo, ko iz nevednosti skušamo ljudje zakonitosti enega sistema uporabljati v drugem sistemu, kjer te zakonitosti sploh ne obstajajo oziroma ne funkcionirajo. Ne. In tu nastajajo te problemi, te pragovi med sistemi so zelo težko premostljivi. Ne. In recimo mladi ljudje, ki izrastejo z računalnikom, ki izrastejo z računalniškimi igricami, ne, ki vsi sijajno obvladajo angleščino že 4-5 let, in pa že obvladajo angleščino, uči lahko svoje starše. Marsikaj, ne samo angleščino, ampak vse v računalniku. Ne. To je tudi en problem oziroma fenomen današnjega časa, prvič v zgodovini, da otroci učijo svoje starše, ker starši nečesa ne znajo, kar otroci znajo. Ne. To je zelo zanimiv pojav, ne, ki ga nikoli v zgodovini ni bilo. Ne. In generacije, ki zrastejo z vsem tem znanjem in z vso to informacijo in konec koncev tudi zvokovno estetiko, ki jo producirajo računalniki, ne, jaz si ne morem predstavljati, da bi te ljudje, ko bojo enkrat stari 40, 50, 60 let, šli na koncert ali pa v opero. Ne. To se pravi, lahko pričakujemo v bodočnosti, da se bodo določene prakse enostavno bodo izumrle, kot so izumrli dinozavrusi in tako naprej, in določene živali in določene človeške vrste, živalske vrste, ki izumirajo vsako leto, toliko in toliko živalskih vrst izumre in rastlinskih pač iz drugih razlogov, ne, tako bo tudi določene dejavnosti verjetno izumrle, ali pa bo prišlo do enega novega
pač na enem novem, drugačnem nivoju, do ene reakcije. To tudi veliko ljudi pravi, da bo itak se zgodilo nov val, ki bo spet zaželeno biti pameten, kultiviran, izobražen in tako. No, ampak težko je ljudem, ki so eksistencialno ogroženi, takih je danes vedno več, najdeti prostor in čas in energijo še za samo izobraževanje, oziroma zakaj bi nekdo se ukvarjal s sodobno glasbo, ko pride na smrt utrujen zvečer domov, pa se usede za televizijo, pa gleda čim bolj nore nadaljevanke, da se sprosti, zakaj bi on poslušal koncert, kjer bi moral spet razmišljati in aktivno biti prisoten. Ne. Se pravi, način življenja nasili v to, da smo vedno manj razmišljajoči. Jaz mislim, da to tudi ni naključje. Ne. Življenje danes mora biti tako, da človek je čim bolj utrujen, da je čim bolj nesrečen v svojem poklicu, da ja ne bi preveč bil srečen, da se ukvarja, da se mora čim več s sabo ukvarjati, da mu ni treba in ne more razmišljati recimo o nekih problemih, ki so ali pa nevarnostih ali pa čimrkoli, skratka, da se ne zaveda časa, v katerem živi. Ne. To verjetno ni naključje niti. Ne. Vsaka oblast si želi pač imeti ljudi, ki ne razmišljajo. Ne. In vsak človek, ki razmišlja, je potencialna nevarnost za oblast, ker je bolj kritičen, ker je bolj sugestiven, ker je bolj pronicljiv in bolj opazi stvari, ki niso v redu. Ne. To se pravi, taki ljudje niso zaželeni. Hkrati se pa v tem vprašanju komunikativnosti oziroma povezave ali pa relevantnosti umetnosti pojavi seveda tudi vprašanje, ali pa je normalno, da se pojavi vprašanje, kaj pa je s to umetnostjo dejansko samo, ne? S čim pa umetnost sama prispeva k temu, da percepcija umetnosti ni v bistvu uspešna ali pa da je ni. Ne? Moja teorija je že od nekdaj tudi ta, ne, da recimo potrošniška kultura, v kateri živimo, in kar sem že omenil, in računalniki in vsi ti mediji, predvsem mediji in zanimanje za vsakdanje, za vse to, vsak trač pač, kar se dogaja, ne, da to dekoncentrira, da to razblinja energijo, ki bi se želela fokusirati v določeno stvar. Ne. In umetnost sama, katerekoli zvrsti, pa ima, mislim, umetnost je dejavnost posameznikov, skupin, pač seveda to počnemo ljudje, pa vendar je to umetnost lahko opazujemo kot neko energijo, ne, ki ima tudi svoje zakonitosti in svoj začetek, svoje poreklo, svoj razvoj, svojo prihodnost, svoje zakonitosti in vse to. Ne. In na osnovi tega, kar se v umetnosti, recimo v glasbeni umetnosti že zgodilo, vsak umetnik, pravi umetnik, najde en svoj prijem, eno svojo karakteristiko ali na svojo potrebo, izrazi svojo potrebo na svoj individualni način in s tem doprinese v ta svet, v ta milje, recimo ene kulture umetnosti, ne, in svoj prispevek, in če je to dost univerzalnega karakterja, to, kar on počne, potem se to tudi opazi in postane pač del te vsebine, ne, splošne, ki je seveda na razpolago človeštvu od takrat naprej, ko nastane. Skratka, umetniški dogodek, umetniški izdelek, kompozicija, kip, slika, karkoli, ko je narejena, je na razpolago, dokler nekdo ne uniči, oziroma za vse večne čase, za vse, kdor želi se s tem ukvarjati. Ne. Obstaja. Ne. In neodvisno od tega, kdo se vse pol s tem ukvarja, ali se to prodaja na dražbah, ali to se piše pol v medijih o tem ali ne. To obstaja. Ne. Zdaj, zaradi tega razvoja in te logike znotraj neke umetnosti se umetnost spreminja. Ni taka, danes se piše drugačna glasba, kot se je pisala v 16. stoletju ali pa v 19. stoletju, recimo, načelno. Ja.
ker je pač tudi recimo nekoč komponirana glasba bila domena aristokracije, potem je bila to domena meščanstva, potem je bila to domena proletariata pravzaprav, danes je to domena koga, česa, ne? Nekih puščavnikov v civiliziranem svetu, kakorkoli. Ampak hočem reči, da umetnost vsaka umetnost zahteva aktivno dojemanje. Če hočeš ti umetnost razumeti, se moraš z njo ukvarjati, ne. Umetnost ni nekaj, kar ti sam pogledaš in rečeš, kako je lepo, ne. Mislim, tudi če eno sliko opaziš, rečeš, kako je lepo, ne. Ti si dojel mogoče eno površino, čisto en detajl, nek površinski nivo nečesa, nisi se pa sploh poglobil in sploh ne veš, kaj vse to zadaj je in kaj in kako, ne. Da v glasbi ne govorimo, kaj je glasba? Glasba je akustično dogajanje v času in takrat, ko je cela umetniška stvar, kompozicija, ne, v celoti predstavljena, je ni več. V tistem trenutku, ko je v celoti predstavljena, se je končala in je ni več, ne. To je recimo z percepcijo pravzaprav neverjetni fenomen. Ti bereš knjigo, jo lahko spet prebereš, črke so ostaje napisane, sliko gledaš, jo lahko počuduješ vsak dan, če greš mimo. Glasbo seveda lahko poslušaš spet, ne, ampak recimo včasih, ko ni bilo še vseh teh medijev, kjer bi lahko reproduciral in to, si mogoče slišal eno stvar enkrat v življenju, ampak ko si jo dojel, če si jo dojel, je ni bilo več, ne. Ker dokler je še bila, je nisi mogel dojeti, ker še ni bila do konca, ne. Je zelo zanimiv fenomen, kako sploh percepiramo lahko glasbo, ne, kot eno abstraktno umetnost. In človek se seveda ne more sočasno, kot se neka umetnost razvija, tudi sam duhovno, intelektualno razvijati in ne da bi se z njo ukvarjal in se ji posvečal, ne. Nemogoče. Tako da je razkorak, dokler je umetnost tako recimo poslušljiva ali prebavljiva ali semantično opredeljiva, tudi v slikarstvu, dokler je umetnost predstavljala nek motiv, ki ga je povprečen človek razumel, je tudi povprečen človek se strinjal s tem, da je to umetnost, ne. Čim je pa recimo v slikarstvu prišlo do abstrakcije, do kubizma, do ne vem česa vsega, do ploskev takih in drugačnih, kjer ta semantičnost ni bila več mogoča, kjer ni bilo več mogoče razlagati si, ali ta razlaga težja, je bilo treba na drugačen način si razložiti neko umetnost, ne, se pa seveda zoža avtomatično potencialna možnost razložitve, se pravi, vedno manj ljudi lahko to razume, ne. Ampak vse nikoli ni bilo drugače pravzaprav, ne. To se pravi, umetnost nikoli ni mogla biti resnično razumljena množično, ne. In seveda se tu postavi vprašanje potem pop kulture, pop glasbe, rock in vse to, jazz seveda, kar je seveda veliko širše, bi rekel, zajeto v družbi in percepciji, ne, v bistvu pop, ne govorimo o pop, ker je to pač industrija, ne. No, mislim, da je odgovor, se vsakmu ponudi sam potem, ne, mislim, prosim, da ne bi kdo mislil, da jaz mislim, da je pop glasba slaba, ne. Je sodobne glasbe veliko slabe in malo dobre, tako je verjetno pop glasbe tudi veliko slabe pa malo dobre, ali pa mogoče celo več dobre, ker se več ljudi resnično profesionalno z njo ukvarja, ne. Ampak namen je drugačen, ne, in namen pop glasbe je vendarle v bistvu kot je namen droge, pač konzumacija tega, čim večja, ne. Namen umetnosti pa je na nek način razsvetljevanje, ozaveščanje, soočenje z določenimi resnicami, ne. Ne z utopijami, ampak z resnicami, čeprav vsaka umetnost je nekje tudi utopija, seveda. Tako da problem v Sloveniji, jaz mislim, da je problem zgodovinske narave, seveda, kajti v Sloveniji je že od nekdaj, kar je pravzaprav zelo karakteristično tudi za vzhodne države, več ali manj, predvsem za tiste, ki nimajo tako močne tradicije, recimo.
Seveda bi tu izvzel Poljsko, Madžarsko, do neke mere Poljsko pa gotovo. Ne? Poljska je imela sjajno tradicijo tudi od 20. stoletja, ne? Penderecki, Lutosławski, torej že Šimanovski predtem. Ne? Ta avantgardizem, ki se je zgodil v Zahodni Evropi, ki je za večino ljudi praktično se označuje kot pregreha v glasbi oziroma kot slepa ulica, ne? V redu, zakaj pa ne? Ampak če pomislimo, da že Dieter Delamot je v svojem kontrapunktu napisal, če bi mlademu Beethovnu hotel prodati Bacha kot sodobnega komponista, bi se mu smejal, ne? Ampak razlika med Beethovenom in Bachom je 60 let. Avantgarda pa je stara že 100 let. In se pravi, leta 1913 je bila krstno izvedena Le Sacre de Printemps od Stravinskega. V tem času približno je Webern komponiral svoje skladbe, ki se, torej Schönberg, Berg, Webern, ta druga dunajska šola, kjer se je radikalno začelo dogajati nekaj novega. To je pred 100 leti in enim letom. Ne? Se pravi, in vendarle govorimo o sodobni glasbi, ki je stara več kot 100 let. Ne? Beethoven nikoli ne bi mogel reči za Bacha, da je to sodobna glasba. Se pravi, da je to vse, ja, če se iz te perspektive malo opazuje, pa vidimo praktično, da je potem vsako obdobje, ki se je v zgodovini zgodilo, slepa ulica. Ja, seveda, slepa ulica. Nobeno obdobje ni večno trajalo, se pravi, se je obrabilo in je potem prišlo do novega obdobja, do novih spoznanj, do novih načinov ustvarjanja, ampak ne moramo reči, da je potem karkoli slepa ulica, se je eno nadaljevalo v drugo in to je pač razvoj. In sodobna glasba 20. stoletja ni nič drugega kot naslednja stopnja tega razvoja klasične glasbe. In to stopnjo razvoja smo mi, Slovenci, enostavno odignorirali, obšli. Ne? Vinko Globokar zelo lepo ironično zna povedati, kako je avion avantgarde zaradi pregoste megle v Ljubljani pristal v Zagrebu. Ne? Mislim, krasno povedano, ne? Ampak ta megla v Ljubljani traja še vedno. Imamo seveda zdaj mlade avtore tudi, ne? Moram reči, da sem vesel, da se ne počutim v tem slovenskem prostoru več tako osamljenega, ker so zdaj že mlade generacije, ki tudi razmišljujoče, ki želijo narediti iti svojo pot, ki je vendarle bolj ozaveščena, bolj odprta in ne tako vezana na ta eklekticizem, ki je tako značilen za naš prostor, ne? In na to poslušljivost in lepo zvočje. In namreč, kot sem že omenil, čim se umetnost začne zgledovati, prilagajati, upoštevati, si želeti biti eficientna in samotržna. Mislim, da se skratka, da konkurira lahko z kategorijami, ki se kupujejo in prodajajo, zgubi samo sebe. Ker v tistem trenutku, ko ti razmišljaš, kako boš ti nekaj napisal, da bo všeč množicam ali pa ljudem, recimo, ne vem, potem ne razmišljaš več, kaj je tebi všeč. In se odtujiš od samega sebe in od svojega, konec koncev, od svoje odgovornosti do lastnega talenta, ne nazadnje. Ne? Kajti najpomembnejši opazovalec lastne umetnosti je avtor sam. Seveda je jasno, da avtor sam ne more, mislim, lahko pade tudi v neko izkrivljeno podobo samega sebe, ne? Oziroma v procesu itak nisi objektiven, ne moreš biti objektiven. Že v procesu neke skladbe mislim si v nekem ustvarjalnem, neki ustvarjalni euforiji ali krizi ali kakršenkoli, na katerem nivoju se trenutno nahajaš, ampak eno skladbo napišeš, si v določenem stanju,
ko si nekaj ustvaril in šele čez toliko in toliko let, recimo, če poslušaš isto skladbo, ko nisi več v tem procesu, si lahko bolj objektiven, takrat šele in realen, takrat šele pravzaprav bolj realno lahko ugotoviš, kaj si naredil in pa rečeš, wow, fajn, ali pa rečeš, to pa ni bilo dobro, ne. V bistvu takrat, ko delaš, niti ne moreš tako tega vedeti, ne. Ampak to je narava, to je čisto naravna stvar, ne.